neke lavajoče kopije. Pač tudi to se mi zdelo, zato je tudi ta vodina struktura njihova, spravi napisano na določu pot diplomatsko testovarno, na drugi strani pa produkte, ki ga gradijo, in tudi sam ta produkt, se pravi, ta vlade za državljanje, je produkt, ki je pripeljal do tega, da je prišlo do tega organizacije, da je vse tem, ki nas govori, ampak dejansko so s tem, ko so začeli graditi te državke, so v bistvu uvedli to reorganizacijo dela, ki je majhen del zaposlenih, ki so imajo rejeno delovno delo, v kateri se investijo na to naprej, ki je bil vladski. Vse ostalo pa delajo kot v podjetjih, ki jih je neskončno mnogo, ki jih je nemogoče nadzorovati. Mislim, to je pač polarna zgodba. Ker jih je nemogoče nadzorovati, se pač praktično delajo kot produkt, pa ki ga gradijo, pa pač v bistvu od začetka do konca temelji na izkoriščenju. In sem za moj bolj pač nek simbol tega, kaj vse je na dobro počutim ta naš stopni. Kako smo naredili na stopni? Da nisem sigurno prijavljali, kako se nam čuti, bolj dostojanstvo. Jaz sem mogel biti nažje, ne so bolj začeli, da ima tako stvari, tudi socialno, tudi se dostojanstvo, sporočilo, da imamo mišljo dostojanstvo, da samo dan je tudi ti, ki niso znali, na nekoju, tako imenovanje. Pa ne glede tudi, če si na Google, ki so, da rečem, ne sem delavci, ki so ljudje zgubili, vedno ni več, zato je vedno
skupnih solidarnostnih takšnih pokažnih, ne samo tudi občega življenja. Zato smo tu, rečemo, ostali samarijanci, humanitarci. Družba je v največji krizi takrat, ko je ogromno humanitarnih humanitarcev. Družba pa ni v krizi. Zelo je to malo. Mi smo pa ostali družba pa ni humanitarca, kot hočeš. Vse mnogi vsaka časa to počnejo, včasih pa so, možda dosti ne bi potrebno. Zdaj, res smo da razmišljamo zdaj, oziroma sprašujem stvari, presega samo debato o filmu kot takem, ampak teme, ki jih film odpira, so tesno povezani z Tretjim vojski, ki se ukvarjajo z kreativno obnovo bivših industrijskih območij, tam je nekaj tekstov zanima. Glede na to, da oba se mi da povezuje, da se ukvarja s takimi stvarmi, marginalnimi skritimi zgodbami. Kakšen je malo pravni odnos, te post-industrijske dediščine? Zdaj se nahajamo v bivših tovarnih nekaj, da se socialne manj časa pojavil za jugoslovanski Manchester. Po drugi strani zdaj vidimo Ljubljano, toliko primer dobre prakse, kaj to je stvar debate, je kako se prostori uporablja, zdaj govorimo o turizmu, o kulturi, o kreativni industrijah. Pa mogoče vanje moramo povedati na to, na sedanjost. Jaz mislim, najprej, če gremo na to aspekta dediščine, smislu dediščine, tako imenovane, to škandalozo, če se je zgodilo, za mali gorav, tega zelo malo ohranjeno, da ni to, da bo ohranjeno, zato ker smisli si tudi, da so se spodrezali, kot postali. Drugo pa jaz sem pri tej obnovi, oziroma novi namenjenosti, raznih post-industrijskih območij, banki rado mešali. Jaz mislim, da ti prostori čim več morajo biti, da njihovo uporabo, da so biti neodvisni. Pa ne sami kulturnični, da je to pač kultura tista, ki je to prva zasedna, da se še tudi drugi stvari, da se nekako ohrani ta duh, ki je teh prostorov bil. Tako da jaz mislim, da reč nadušen s temi, rečemo, arhitektonskimi, glasbeni, sebojni, zadevami, kot je spravi. Sicer je bila kultura industrijskih prostorov, nekaj vrste glasbeni. Se mi bolj zdi, da bi to moralo ohraniti, tako svoj ta duh, tako bo še mata prostor. Ali pa da se namenil tega druga druga, da se nekaj končno dobi, če se pogovarjajo na tem, da je svima stanovanja. Ali pa da se, to se pravi, da se uporabijo v nekem ali mentalno, konceptualno smislu, ali pa ta namen, ko se ti prostori v bistvu zaradi dogajanja v teh prostorih industrije in bolj stanovanje molj, gradnja, korona, mislim, da so vsi ti, da rečem, visoki neki projekti, jaz se nekaj pravil tako, imam mešan z nekaj odvisno od posameznika, ne pa generalno. Mislim, da bo treba pač te prostore absolutno ohraniti, tudi mogoče spremeniti njihovo namennost z vključenih domislekom kakšno drugo se potrebuje in kakšno drugo si želimo zdaj. Nekaj pravno, da se tudi prišli
slavno. Intervjuvali ste večinoma delavce in skoraj brez izjeme so bile zraven tudi njihove žene. Družine, mislim, da. Ampak večini žene. Ja, da so bili otroci za celotnina. Ja, in pač me samo zanima, kako je do tega pač prišlo. Mislim, da so nekateri moče tudi delali v tej tovarni, ampak ali ste videli ta pogoj, ali so oni posluženi zraven, ali so žene posluženi zraven? Jaz nekako naslopil, da je cela družina, ki živi v tistem stanovanju hiši, pač zraven. To ni bil noben ukaz, ampak neka želja. Je pa res, da bil viden sam prvi del, večina spregovori teh, ki so bili vesniki prej poslej, in so tudi v večini, ker to sem pa s tem tudi hotel pokazati, predstavno so te cele družine. To je velik prav. In večina teh žen, ki sedijo zraven, so skoraj vse, so tam. Ampak se to potem v druge preko. Ima tudi svojo zgodbo, ampak to je pa treba oba dva dela, če so. Ampak to so te paralelne, kjer nisem dal glavno, da rečem, da se prvi začuti ta cela, da rečem, familijarnost tam. Tam je imel nekaj to familijarnost. Meni so tale brezni, ta skapo, on meni dejansko, ko se prvič njemu prišel v nogi tam v obleki, ko še ima neko po delegaciji. Tako da koliko sem hodil, sem to idejo prišel, ker sem da je to čisto nekaj, tam bil dobesedno družinski projekt, ker tam je živelo, tam je bilo, če ste da sledili, 8800 največ zaposlenih, pa pol sem imala računa med družine, pa po Jugoslaviji, tovarne, pa to pa tam okrog 50 000 ljudi živijo, pa bi malo število. Da to se pa to neko familijarnost. Mislim, da ste nekaj menili na začetku, zakaj ste pa delali? Dva dela, če ste videli, je tam tovarna, avtomobil pa Marko. Ko se pogodimo po to ravno zgodbo v drugem delu, to se tu napomna avtomobil Škoča. Dva dela smo tudi zato, ker je to bilo, jaz smo materijala za 10 delov. Mislim zelo, da se montaži ne tako, da ko sem videl, da je pa dveh delih, pač to pa je dejansko tudi obsežnih tematik. Razmišljam pa, da ko sem gledal, da bi si že bivši tone, krajši tone, po teh 20 let. Zdaj pa se tam tako? Je tam, nekje konc 90. In če to povem, koliko sem. Na televiziji to nisem tako hotel predvajati, ker takrat je bila druga miselnost. Takrat se je prav razmišljala, ki so nesposobni, da nekaj zapirati, ker smo šli boljše čase, visokotehnološke, pa vsi smo takrat Sloveniji misli, da je Evropa pomečala, da ne vidimo, da se pač to malo odvrnimo. Pa ni to, so pošto dali 23-55, kot je bila ura, tam se dali posebni pogled. Tako da nekaj časa nisem bolj se poceni zavrteli, da se pokoj poceni. Se obražajo vprašanje? Neja, ti si trenutno razblokirana na telefonni, ti profil, je tudi nekaj dnevi malo, se v 12 državah trenutno predstavljeni, kaj je prihodnje načrtuješ? 2 trenutno pa 30 državah? Ja.
fotografije. Drugač pa ne vem. Kaj pa na področju filma, logistike, razen dokumentiranja tih V bistvu to delo, ta film je nastal oziroma naročilo tehnologije iz Bliža. In bodo izločene delni stavek slovenskih, to je spremenilo. Drugač pa delam zdaj nov film, temo prenove gradenice Malek, ki je nakoren, z baletnikov. Ta gradnica v bistvu staja ona govorina v Piranskem muzeju. Tam je časa pomadala, zdaj so pa končno začeli prenovo. V bistvu te bojo prenovo oziroma že na Tržiču, kjer je pa ena čisto druga. Zanimivo mi je, da tukaj se čisto drugi pogled, predvsem na čas, ker namreč Bližalka je nek produkt, ki ponuja utopični čas na morju, samo do sebe, maksimalno izkorišči čas svoje delovne. To razčlovečenje, v bistvu skozi prenovo gradenice poskušajo ohraniti čim več zgodovinskega časa. In gre to več oblici, ki to dela, oziroma oblici dela, kjer so samo 3 ljudje, ki so mojstri. Ta mojstrstvo se prenaša več na naše dvore, pa tudi že izmena zanimive, da imamo najti gradenične odnose, ki se živimo. Tudi s tem se bo ukvarjala. Bojan, ti si postavil direktor festivala slovenskega filma. Aha. Je bil zdravo, da to pa ne bom zdaj povedal, bilo uradna pošto. Tako da sem rad povedal, da se ta film danes drugič. A ja? Tega pa jaz nisem vedela. Si popolno posvečen filmu? Ne, jaz zdaj pripravljam tudi en celovečerni dokumentarec, v fazi razvoja. Z ženskami se ukvarjam, ženskami vzhodne Evrope, materami samo trenutka, medicinskimi sestrami, tako naprej, to se pravi ženske, ki se iz njega tam zbudijo skozi življenje, od jutra, ko se utrejo skozi okno, do večera, ko postrejo dete, je pa motiv, zakaj to jutra, je italijanščina, najboljša ali Martina, Alpina, Sata. To se pravi, to je prvi vrst pesmi Bela čava, pesmi, ki vsi poznamo, Bela čava je nek motiv, te ženske bodo tudi bele, prav sem si prav shodila na Evropo, to se pravi, to so nemški zgodovinari že v 19. stoletju vmesna Evropa, ali je malo tako vmesna Evropa. In to še danes ostala vmesna Evropa, tudi temu medinskega zgodovini še je vitalna čutno razstavljena, ampak preko te Bela čava. Da nek osnovno vprašanje, kaj nam ta pesem dopoveduje danes, ali še ima to moč, to upanje, ki ga je želelo takrat, ko se Mandine, ki so predelali v družbi prihodnji, v začetku 20. stoletja trpeli, da bodo dovolj bile glave in glave se dovolji, ali se ta pesem danes poje tako, kot da jutri več ne pride, da se tako glave, kakšen to bo ta pesem, tako da kar zahtevna, ampak zanimiva naloga, tako da s tem se ukvarjam, da smo nekaj sredstva že dobili. V Italiji imamo to producente, pa vaše tudi ne imamo tako, imamo tako, da to, kaj se tiče filma, pa še kaj. Tudi nekaj sem se na Italijani, kaj vam povedal, da je kratki film jedno. Italijanski film, imamo nekaj prerazno neorealizma, da to ima ta srečen človeški takšen, človek, v bistvu njihovi filmi, prvi v bistvu. Hvala.